Zdravo, moje ime je Vanessa in dobrodošli nazaj na mojem kanalu. Danes bomo govorili o potenju, kaj sem včeraj objavila na story na Instagramu, tako da lahko to prečekirati. Zdaj pa gremo v video. Torej, potenje, švicanje je ena taka stvar, ki jaz ful narada govorim o njej, oziroma me je sram govoriti o njej. Zdelo se mi je, da če o tem ne bom govorila, ne bo res, veš, ono, v bistvu imam težave s potenjem že iz osnovne šole. Mislim, da prvič, ko sem začela tako resno vedeti, da imam te probleme, je bilo v 7. razredu. In to zaradi tega, ker pač sem vedno imela mokr flek na barvnih oblačilih in mi ni bilo jasno, kako se naj tega znebim. In sem pač mislila, ne vem, pač da imajo to vsi, ampak logično tega doben ni imel. In vem, da smo imeli tudi v šoli eno punco, ki je ful švica in so se ji vsi delali norca. Zdaj fora je v tem, da jaz, ker sem vedela, da ful švicam, sem vedno nosila bele majice, črne majice, take stvari, kjer se fleki ne vidijo, ali pa sem imela preko jopco, da se to ne bi videlo, da sem pač to prekrila. Tako da še zdaj, ne vem, včeraj smo bili na pijači z mojimi bivšimi sošolci, oziroma pač z dvema prijateljoma in s njima to rekla, pa pač stala tak, kaj? Pač mislim, ljudje ne vejo, da imam jaz s tem probleme, razen če jaz to prav povem, zaradi tega, ker tako dobro jaz to prekrivam. Sam pač je ful naporno in se mi ne da več s tem obadati. Torej, ena stvar, ki pomaga, oziroma dejansko se vidi razlika drastična, če nosiš bombažne majice ali pa majice iz poliestra, tako da jaz vam priporočam, da vedno, ko kupite kako majico, če imate težave s potenjem, si kupite majico iz 100% bombaža ali pa vsaj 95% bombaža. To jaz delam zdaj že kar nekaj časa in dejansko ful pomaga. Druga stvar, ki jaz vedno delam, da prekrijem to moje potenje, je, da imam vedno rezervno majico zraven, odvisno kam grem. Če grem delat, imam eno majico zraven, če grem kam za dlje časa, bom imela več majic zraven. Zadnjič, ko sem z Lukasom šla v Ljubljano, sem imela vse skupaj 3 majice in sem se 3-krat preoblekla. Pač jaz sem taki tip človeka, da jaz ful narada švicam, kljub temu, da ful švica, pač ful se prijetno počutim in se hočem tuširati in sem pol ful živčna. Zato moram imeti vedno majico zraven, da takoj, ko dobim flek na majici, se lahko preoblečem, da doben tega ne vidim, ker pač, ne vem, se mi zdi, da me je bilo tak strah z osnovne šole, da se dodela norca in ja, moj ata ful švica in imam jaz to definitivno po njemu. Edina sreča, kaj je to, da jaz, pač večina ljudi ne ve, da imam jaz ful težave s potenjem, zaradi tega, ker imam to srečo, da ne smrdim. Kar vem, da eni imajo to problem, da potem ful tudi smrdijo, kar I feel you, ful mi je bad za vas, pač res. Ampak jaz sem to srečo, da ne tak smrdim. Zdaj, vedno me dosti vas spraševala glede deodorantov. Jaz uporabljam moški deodorant, Whitewater. Provala sem sodo bikarbono in pa te naravne deodorante proti potenju, pač meni to nič ne pomaga. Antiperspirant, bilo kaj, meni to ne pomaga, pač enostavno mi ne pomaga. Švicam, ko me zebe, ko mi je toplo, ko mi je vroče, ko hodim, ko pač enostavno švicam, tudi ko ni nekega razloga za to. Da ne bomo govorili o tem, ko me je strah, o moj bog, ko me je strah, ali ko sem nervozna, fuck, ali pač teče, jaz bi lahko ajmre na pol. Oh god. Pač zdaj, ko se s kamero pogovarjam, ni tak problem o tem govoriti. Problem je pol, ko me jaz ta video objavila in bom tak, fuck. Ja. Ta video v bistvu ne bo nekaj dolgi, samo hočem vam naznaniti, da pridejo njih par videov na temo prekomernega potenja in pa rešitev za prekomerno potenje, oziroma bomo videli. Tako da mislim, da naslednji ponedeljek bo objavljen video, ko bom na nek način poskušala preprečiti to prekomerno potenje. Potem pa pride čez kmalu še en follow-up video, kjer bom govorila, če je delovalo, odgovorila na vsa vaša vprašanja. Zdaj pa je v bistvu to. Kar pa se jaz ugotovila, da meni pomaga pri tem, ko začnem švicati, ko pač začnem tisto res fej švicati, ko mi je ful vroče,
tako kot sem rekla, bombaž, 100% bombaž je life. Potem moški deodoranti so v redu. Potem definitivno dodatne majice. Pa neka voda, da lahko se splahneš, pa počistiš, da nas smrtiš. In pa, kaj jaz delam, je, da ko mi je ful vroče postane in če imam to možnost, grem nekaj, kjer je pipa in si hladno oziroma pač ledeno vodo spustim na dlani, pač do sem, ker s tem se v bistvu ohlaja tvoje telo, ker so pač žile in se pač ohladi. In to dejansko, ker pomaga, sem pač logično nimaš tega mislim, nimaš časa tega skozi narediti, sploh ko si, ki je ne moš iti zdaj si dati mrzlo vodo nekam. Ampak pač kaj jaz delam, da če imam včasih mrzlo flašo, jo držim v rokah, ko mi je vroče. In to dejansko meni ful pomaga, ampak logično tega ne moš delati cele dneve. Rešitev, ki sem jo jaz našla, ki bom jo jaz poskusila, ki bo objavljena naslednji teden, je botox v podpazduhe, kar je stvar, ki sem jaz vedela za njo pred parimi meseci. Sem dejansko zvedela, da to ljudje delajo in da to dejansko deluje in da to ima ful veliko zvezdnikov, da ne narabijo nositi deodoranta, da na švicajo na red carpet, na eventih. In mi je bilo tako mind blown, ker pač sem jaz vedno mislila, da je to problem, ki ga pač imam in da sem ena izmed redkih ljudi, ki ima to in da pač ne morem nič narediti. Izkazalo se je, da lahko nekaj narediš. Tudi lasersko, neki laserski tretma obstaja, ki naj bi dobesedno skuro, da več ne švicaš. Medtem ko botox v bistvu umrtvi tvoj podpazduh in ne moreš švicati, ker pač umrtvi. Deluje pa ful različno. Enim deluje 4 mesece, enim 6 mesecev, enim več. Eni več sploh nima potem težav. Teda bomo videli. Se ful veselim, pa ful me je strah. Tako da ja. Tukaj je video, ki boste videli, da to je problem. Pa še to ni najhujše, pa še bela majica je. Mogli bi videti, kak je, ko imam barvno. Nosim barvnih majic, sem z tega razloga, ker ful preveč švicam. Švicanje je ena taka stvar, ki vpliva na tvojo samozavest, mentalno zdravje, v bistvu, ker je pač ena taka stvar, ki je ne moreš ji pomagati sam. Je ful neprijetna. Ljudje se te pač izogibajo, pa se ti dela lahko norca, če pač vidijo, da ful tak švicaš. In jaz sem jaz s tem ful težave, predvsem v srednji šoli. So bili dnevi, ko sem jaz bila na WC-ju in sem pač imela flek. In sem si dobesedno majico sušila pod onim sušilcem, za roke sušiti. Ja. Moji izgovori, ko sem se kdaj preoblekla, so bili to, da sem se popackala pa polila. Ponavadi sem imela skoraj identično majico, da ljudje niso opazili. Verjetno so, ampak niso vedno nič rekli. Če imate kakršnekoli vprašanja, če potrebujejo kakršnekoli nasvet glede švicanja, mi lahko svoj napišete, ker vem, da je to ena stvar, ki ljudje ne govorijo o njej, ker je pač tak neprijetna. Tako da, I'm here for you. If you have any problems, I'm here for you. Tako da, lahko mi svoj napišete vprašanje, lahko mi napišete na Instagram. Ko bom odgovarjala na vprašanja, boste vsi anonimni, ne bom povedala, kdo ima s tem težave, ker je to ena taka osebna stvar, ki pač je ful neprijetna. Že meni je ful neprijetna, ampak pač I'm weird, so. Teda, hvala, se gledate video. Če ste tukaj novi, če vas zanima ta potek, glede švicanja, kaj bom naredila, botox, se naročite na moj kanal, lahko me followate na Instagramu, in pa lajkajte ta video in pa se vidimo v naslednjem. Bye!